Na svojih stezame uči moj Bog, vodi me v svoji resnici. Aleluja, aleluja, aleluja. Gospod z vami. Iz svetega evangelija po Luku. Slava tebi, Gospod. Tisto uro so pristopili k Jezusu nekateri farizeji in mu govorili: Odidi in umakni se odtod, Herod te hoče umoriti. In rekel jim je: Pojdite in recite temu lisjaku, glej, izganjam zle duhove in ozdravljam še danes in jutri, in tretji dan bo z menoj konec. Vendar moram danes in jutri in pojutrišnjem potovati, ker ne gre, da bi prerok umrl zunaj Jeruzalema. Jeruzalem, Jeruzalem, ki moriš preroke in kamnaš tiste, ki so k tebi poslani. Kolikokrat sem hotel zbrati tvoje otroke, kakor koplja svoje piščata pod peruti, pa niste hoteli. Glejte, vaša hiša vam bo zapuščena. Povem vam, da me ne boste videli, dokler ne pride čas, ko porečete: Blagoslovljen, ki prihaja v Gospodovem imenu. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Čisto na kratko se bom dotaknil današnje Božje besede, ker pove bistvo. Kdo nas bo ločil od Kristusove ljubezni? Torej, če se jaz odprem Kristusu in z njim zaživim, me ne more nič, niti smrt, niti nihče ločiti od te ljubezni. Edino ločitev Kristusove ljubezni sem jaz sam. Se pravi, da se jaz odmaknem od te Kristusove ljubezni. Takrat pa potem začne človek delati neumnosti in začne tudi grešiti. Torej, drugače pa, če smo mi o Kristusovi ljubezni, nam nič ne morejo. Zelo preprosto. In zato tudi Kristus v svojem poslovilnem govoru kaj reče? Ostanite v moji ljubezni. To vam povem. Ostanite v moji ljubezni. Zato, ker če boš ostal v Kristusovi ljubezni, nič te ne more nihče, in tudi smrt, če ostaneš v Kristusovi ljubezni, je smrt samo prehod. Prehod v večnost. In zato je tako naša naloga, torej samo to, da ostanemo v Kristusovi ljubezni. Zdaj, kaj pomeni ostati v Kristusovi ljubezni? Zelo preprosto živeti s Kristusom in živeti kot Božji otroci. Se pravi, kot posinovljenci po Jezusu Kristusu, in pa, da se počutiš in da se čutiš Božji otrok. Kaj pomeni čutiti se Božji otrok? To, da veš, da je Bog Oče, ki te ljubi, ki je dal Sina za tebe in ki te rešuje. In to je to. Se pravi, če pa jaz se ne počutim več Božji otrok, se počutim pa samega in bom v tej samoti in samosti delal in izmišljal si ne vem kakšne stvari, da bi zapolnil to vrzel oziroma to praznino in samoto. V evangeliju pa smo slišali, da so prišli farizeji. Kdo so farizeji? Verjetno ste že kdaj slišali, kdo so pismuki in farizeji. Jaz vedno povem eno lepo definicijo, ker se mi zdi to tako temeljna. Se pravi, pismouk je tisti, ki misli, da vse prav ve. Farizej je pa tisti, ki misli, da vse prav dela.
En se malo zahecil, se enkrat to razlagal otrokom prve roko, pa pravi, pa to so moji starši. Oni mislijo, da vse prodajo, pa vse prodelajo. Ja, mislim, pa tudi rekel, da verjetno res, da oni tako delajo. Ampak misliti, da vse veš, to je pismo. Ker so vse naštudirali, pa vendar mi smo nepopolni. Mi ne vemo vse, mi vemo samo delček tega. In da vse prav delaš, to ti pa tudi nič ne hasne. Ti si lahko perfekten, ampak če nimaš odnosa, če nimaš ljubezni, ma ti tudi to nič ne koristi. Ampak ti farizeji torej pridejo k Jezusu in ga posvarijo. Verjetno tudi so bili kar dobri farizeji, da so ga šli pa le, ker od ti streže po življenju, da je obakni se, Ampak Jezus potem jim odgovori za tem napovedjo tega, kar bo sledilo. In pa to, da bo v Jeruzalemu soočeno vse. Torej, in trpljenje in smrt. Zato pravi, ker je bila napoved, ker je ostali zavezi napoved, da bo sin človekov umrl v Jeruzalemu, zato ne more biti drugače. In potem še javna nad Jeruzalemom, Jeruzalem kot tisto res sveto mesto, pa vendar mori preroke jih je in na koncu bo morilo še tistega največjega preroka, to je Jezusa Kristusa, zadnjega preroka. Ampak, kot že rečeno, pa smrt ni zadnja postaja njegovega življenja, ampak je premagana z ljubeznijo. Torej, še ena stvar, ki se mi zdi tako fajn. Kristus gre skozi grob, gre naprej, se ne ustavlja. In to je to, greš naprej, iti skozi in iti naprej. In tudi v našem življenju se zgodi, ne se ustavlja, duhovno se ne ustavlja, pojedimo naprej. Zdaj še pa nekaj tako bolj nasplošno, torej molili smo eno uro prej pred Najsvetejšim, da bi bil to učni kraj. Molitev pravijo, da je učni kraj za naše upanje, da bi bili ljudje upanja. Torej, in v molitvi se prečiščujejo naše želje in naše upanje. In molitev je pogovor z Bogom, to verjetno tako vsi vemo že, in molitev nas prečiščuje in molitev nas dela zmožne Boga. Se pravi, naredi prostor za Boga. In upanje, torej, ker smo bili v tem letu, ko se vsi naslavljamo, da smo romari upanja, pač prihajam iz takšnega svetoletnega romarskega svetišča in vam povem, da se sveto leto res pozna. Na Ptujski gori je bilo do 1. septembra 10.000 hostij več razdeljenih kot prejšnjo leto. Do septembra. In zdaj je bilo še tudi močne. Se pravi, sveto leto se res pozna. Ne vem kako, ampak ljudje so bolj odprti in iščejo. In se res tudi mi imamo izredno gužvo, tako da je lepo. In tudi smo prišli na Kurešček v tem svetem letu, da bi upanje bilo naše, da bi tudi preko molitve bili ljudje upanja. Akvinski Tomaž pravi, molitev je govorica upanja. In se pravi, dokler molim, jaz upam. Ko sem že prej v molitvi rekel, upani človek ne more moliti. Zato je molitev kot ena taka učni kraj tega. Lep naslov smo dali nocojšnjemu, se pravi Jezusovo in pa Marijino srce, to sta dve srci, ki sta tako nerazdružljivo povezani. Kaj je srce? V Svetem pismu srce pomeni središče, sedež čustev in tudi sedež namenov. Zato mi častimo Jezusovo srce. Torej, njegov namen
odreši človeka, sedež njegovega središča, njegovih čustev. Častimo dejansko kot človek, časti Jezusovo srce, časti ljubezen Boga do nas, do ljudi, njegovo voljo, da bi se vsi zveličali, njegovo milosrčnost. In srce, ki je najbolj podobno Jezusovemu srcu, je dejansko Marijino brezmadežno srce. Zato zelo dostkrat častimo, ali pa kar vedno častimo tudi obe srci skupaj. In Fatimi pravi, izročajmo se in posvečujmo sami sebe in ves svet Marijinemu brezmadežnemu srcu. To pa zato, da bi tam dobili mir. Marija pa je tista mati upanja, je posebna modrost, kako imenuje Sirah. In Benedikt XVI tako lepo pravi, Marija je zvezda upanja. Se pravi, če smo mi v temi in pa da smo na nekem morju, se bomo lahko orientirali po zvezdah. In mi ljudje potrebujemo v temni noči tudi našega življenja, ko pride stiska, kaj vse vrže življenje na nas, od bolezni, stiske, izgube, ne vem kaj še vse. In takrat potrebujemo eno orientacijo in takrat potrebujemo te zvezde. To so ljudje, ki izžarevajo to Kristusovo luč, ki svetijo ne sami od sebe, ampak so odsev te Kristusove luči, te gorive. In zato so tako dragoceni v našem življenju, kakšne te zvezde. Ampak ne zvezde v bistvu popularnosti, ampak ljudje, ki nam kažejo pot. In med vsemi ljudmi je najlepša zvezda ravno Marija. Marija kot tista, ki nam kaže pot, da bi lažje našli tisto pravo pot do tiste izvira luči, ki pa dejansko je Jezus Kristus. Se pravi, zvezde nam kažejo, da bi našli Jezusovo luč. In torej Marija nam pri tem zelo lahko pomaga. Torej, spomnimo se Marije in tiste, ki zvezde, in zato je tudi mati upanja, ker je tista, ki nam kaže pot tudi takrat, ko se stemi. Bratje in sestre, Kristus je dobri pastir, ki potrebuje sodelavce za uresničevanje odrešenja, da bi to postali tudi mi, ga prosimo. Pomagaj mladim, da bodo v duhovnem poklicu odkrili poti za delovanje v dobro vseh ljudi. Prosimo, da usliši nas. Naj se vsi vladarji in voditelji v družbi zgledujejo po tebi, ki si prišel, da služiš drugim. Prosimo, da usliši nas. Osvobodi nas sebičnosti in nam odpri oko in srce za potrebe bratov in sester. Prosimo, da usliši nas. Blagoslavljaj starše, da bodo otroke dobro vzgajali, predvsem za duhovne vrednote. Prosimo, da usliši nas. Sprejmi dobra dela pokojnih duhovnikov in jih večnosti pridruži svojim izvoljenim. Prosimo, da usliši nas. V kratki tihoti pobudimo naše prošnje, naše želje tukaj na tem svetem kraju. Gospod, o Mariji, kraljici miru, nam podeli svoj mir in uslišite naše prošnje, ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen.